Dober dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije, na kateri bo selektor Srečko Kantanec predstavil seznam poklicanih igralcev za kvalifikacijski tekmi Slovaško in Litvo, ki bosta 1. in 4. septembra v Trnavi oziroma Stožicah. Naj to priložnost izkoristim za čestitko v imenu Nogometne zveze Slovenije Mariboru za uvrstitev UEFA Ligo prvakov, ob tem pa zaželim srečo tudi Domžalam nocoj v Marseju. Pomembni tekmi sta seveda tudi pred slovensko nogometno reprezentanco, ki ima še vse odprte možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Zato bi kar uvodoma selektorja prosil za komentar izbora poklicanih igralcev. Dober dan, želim po dolgem času spet tudi seveda z moje strani čestitke Mariboru. Upam, da bomo lahko čestitali tudi Domžalam jutri, tako da bilo bi lepo za slovenski nogomet. Kar se pa spiska tiče, pa kar začnite iz vprašanji. Spisek imate pred sabo, veste, da nas čakajo 2 tekme. Vsaka tekma v principu kvalifikacijska je pomembna, tako da tudi naslednje 2 so take, drugače pa nič posebnega. Vemo, kaj moramo narediti. Z moje strani bomo postorili vse, da bodo fantje pripravljeni za te 2 tekme. Torej, lahko začnemo kar z vprašanje. Prosil bi le, če počakate na mikrofon in se seveda tudi predstavite. Prosim za vprašanje. Dejan Mitrović, ekipa, dober dan, gospod selektor. V napadu ste precej menjali, ni Roberta Berića, ki ne igra, ni Romana Bezjaka, Andraž Porar, nekaj veliko minut nima, lahko morda malce komentar o napadalcih oziroma kako ste zadovoljni z izbiro napadalcev, ki jih imate na voljo. Ja, se smo poklicali tiste, ki saj igrajo nekaj ali pa malo. Ja, drugega komentarja nimam, tako da ne morem pa več klicati v reprezentanco igralce, ki v klubih ne igrajo ali ki ne igrajo, ne, tako da ne moramo potem pričakovati, da bojo v reprezentanci dosegali gole. Ste imeli morda še koga v mislih, ste še o kom razmišljali v napadu? Sem, seveda, ampak pa se žal se zgodi tudi, imel sem v mislih Patrika Ellerja, ampak tudi on odigra tekmo, potem še malo, pa potem spet nič, ne, tako da to je to. Imel sem še koga drugega, ampak ga tudi ni in ne bom o imenih, ki bi rekel, zdaj, ki ga ni, potem zdaj bi bil pa poklican mogoče, ne, ampak tako je, to je, takšni smo, dobri smo in s takšnim kadrom, kot je, moramo postoriti vse, da se probamo približati Rusiji. Hvala. Naslednje vprašanje. Pozdravljeni, Rok Kovačič, Planet TV. Če se malce pošalimo, bi mogoče lahko Tavares, zdaj ko je kriza z napadalci, da bi lahko mogoče Bokše reprezentanci pomagal. Dajmo se pogovarjati o slovenskih igralcih, ki lahko igrajo za slovensko reprezentanco. A veste, da Tavares ne more igrati za slovensko reprezentanco? Ne, a veste? Vi? Ne, vi. Ne veste? No, Tavares ne more igrati za slovensko reprezentanco. Se to je tema že časa, tako da. Hvala. Naslednje vprašanje. Ja, ne. Jaz mislim, da drugi vejo, ne, da nikoli ni smel, tudi ko je dobil državljanstvo, ni imel pravice igrati za slovensko reprezentanco. Tudi če bi ga želel poklicati, ga ne bi mogel. Žal. Še kakšno vprašanje? Ne. Pozen si. Gospod selektor, ste bili v torek v Ljudskem vrtu? Ne, nisem bil.
Zakaj ne, če ni skrivnost? Neke privatne stvari so bolj važne v življenju, kot pa ogled nogometne tekme. Če bi bil v stanju, bi rade volje bil tam in naslednje tekme bom bil rade volje, seveda, če bom imel možnost priti. Sta pa na seznamu 2 igralca Maribora in 2 nogometaša Domžal. Je to neko priznanje tudi za slovensko ligo? Pa ni priznanje samo, glejte, jaz spremljam, gledam in če je nekdo res v določeni formi, zakaj ne izkoristi tega tudi za reprezentanco. Tako da igralci, ki so na spisku, imajo potencial, seveda bomo videli, a je to ta potencial tudi za naše tekme. Treba probati, mogoče, če bojo pokazali na teh 2 treningih, da lahko računam na njih, jaz bom to tudi storil, seveda. Če bom videl, da je nekdo boljši na igralnem mestu od svojega kolega, ga bom z lahkoto dal, če bom vedel, da mi lahko tekmo zmagamo z njim. Tako da, če lahko prekomentiram, naprimer, Viler je očitno v periodu, ki mu gre, da gol takrat, ko hoče, da gol takrat, ko noče tudi. Malo šale, ne, ja, ampak to je znak, da igralca gre, ne. Tako da, sigurno pa, gledajte, priznanje, zakaj pa ne, prideti v Champions League, upajmo, da tudi Domžale pridejo v Evropsko ligo, ne bi bilo nič narobe, ne. Za fante je to doživetje, izkušnje, meriti se potem na najvišjem možnem nivoju, da oni sami vidijo, kje so. Še samo to z moje strani. Ta period je nekako najtežji za reprezentanco, prvenstva se komaj začela, tista najboljša. Veliko igralcev, ki je na seznamu, tudi ne igra. Kako ste vi nasplošno zadovoljni oziroma kako boste fante spravili v nek tekmovalni ritem, v katerem še niso? Ja, saj verjetno veste sami, da imamo težko delo, je sigurno. V 2 treningih jih moramo predvsem pripraviti psihološko in taktično, potem je pa seveda od njih samih odvisno, koliko so zmotivirani, koliko imajo same fizične moči na tekmi. Situacija bi pa absolutno bila lahko boljša in bi morala biti boljša, ampak takšni smo in dobri smo. Ne vidim problema, jaz samo, moje delo je, saj sem vam že v preteklosti govoril, moje delo je gledati, spremljati, analizirati, poskušati na najboljši možni način te fante sestaviti potem skupaj in potem imamo prvo tekmo, pa drugo tekmo, pa še 2, pa upam še 2. Hvala. Naslednje vprašanje. Tomaž Klemenčič, 24 ur Pop TV. Srečko, seznam je zanimiv, nekoliko morda presenetljiv za nekoga, ki ne pozna tvojega načina razmišljanja. Zanima me pa naslednja stvar. Seveda v soboto in nedeljo so še tekme širom Evrope, fantje igrajo, upam, da se nihče ne poškoduje. Imamo pa tudi derbi v Ljubljani med Olimpijo in Mariborom. Lahko morda ta tekma spremeni še kaj v načinu razmišljanja oziroma pokliče kakšnega novega igralca v reprezentanco? Ne. Mislim, ne vem, kaj bi treba še. Igralce Maribora imamo na spisku, mislim pa, da kar se tiče Olimpijinih, da trenutno za reprezentanco ne bi poklical nobenega. Hvala. A bi moral kjer ga? Vprašal sem. Ne, vprašal sem. Ne bo debatiral. Mislim, da je to in... Hvala. Še eno vprašanje imam. Derbi je potem zdaj, ko se je Maribor uvrstil v Ligo prvakov, najverjetneje tudi za vas zelo, zelo zanimiv, kaj lahko pravzaprav pokaže Maribor po taki tekmi, ko je pokazal zdaj v torek. Mogoče bodo te fantje, ki so od Maribora poklicani v reprezentanco, rahlo čustveno izpraznjeni, kar bo verjetno problem tudi za vas v naslednjih dneh potem na treningih. Ali pač ne? Mi lahko igralcem iščemo. Ko igrajo dobro, so dobri, ko so
igrajo mogoče slabše, bojo pa čustveno izpraznjeni. Jaz samo vem, da normalen igralec, top igralec bi ga samo to moral stimulirati. Glejte, maksimalno za igralca je, da pride, da seveda, da ima nek vrhunc, da se poveseli, ne, in potem mu je v nadaljevanju vse samo še lažje. Ne. Za mene, če bi mene vprašal, ne, če bi se jaz uvrstil v Champions League in bi potem čez 5 dni igral tekmo, ne, ampak čez 5 dni, ne. To ne igrajo čez en dan ali pa 2, bi letel po igrišču, ne. Tako da to bi jaz, seveda. Ampak nikoli ne reči, kaj bi jaz, to je zdaj nova generacija, seveda, mogoče bojo, ne vem, mogoče ga bojo pil do sobote zvečer, pa bojo v nedeljo tekmo igrali, ne verjamem. No. To je šala, ampak te fantje bi morali biti samo še boljši zdaj s tem. No. Če jim je pa to seveda maksimum in konec pod narekovaji neke zgodbe, je pa to narobe. Mislim, to je, tako bi rekel jaz. Ne. To je v principu, Mariboru bi moral biti to šele začetek zdaj. Zdaj se začne dogajati. Tako bi gledal jaz, seveda iz moje perspektive. Spoštujem pa druge vidike. Jaz bi šel zmagati Champions League. Jaz. Kaj imajo pa drugi? Ja. Jaz sem bil v taki poziciji, da smo začenjali igrati Champions League, da smo ga šli zmagati. Žal smo ga zgubili potem par minut do konca. Malo je manjkalo. Malo smo se igrali, ampak dobro, to zdaj ni bistvo. Tako da upam pa, da bo derbi, mislim, ne upam, vem, da bo derbi dober, takšen, ko je zmeri, da bo borba prisotna, tako da Olimpija ima voljo, željo, Maribor jaz mislim, da tudi, preveč hecati se tudi ne bojo, po moje, mogli zaradi tega, ker prvenstvo je vseeno za osvojiti spet. Verjetno, no, predvidevam, kaj si oni mislijo, tako da. Hvala. To je to. Hvala. Naslednje vprašanje. No, morda selektor. V reprezentanco so po prestani kazni vrača tudi Boštjan Cesar. Kakšen vpliv bo imelo to na slačilnico pred pomembnima tekmama? Dobro, Cesi vemo, da ima izkušen, ko hočeš, igralci ga spoštujejo, tako da ne bo nobeno presenečenje, da je Cesi nazaj, tako da so ga navajeni dolga leta. Hvala, morda še kakšno vprašanje? Pozdravljeni, Rok Tamše, Slovenske novice. Če po napadu pogledamo še mogoče v zvezno vrsto, nekaj novincev, novih povratnikov po dolgem času, kakorkoli to rečemo, pa kako je statusom mogoče, če Srečko veš, Reneja Krhina klubskim, kaj se plete okrog Kevina Kampla, bosta čistih glav na tej reprezentančni akciji, potrebovali bomo takšne? Bomo videli. Bomo videli, v kakšnem stanju prideta, a imata čiste glave, nimata, jaz to še ne morem vedeti. Jaz samo gledam, kakšen imajo status, seveda iz Reneja imamo že kar nekaj časa isto zgodbo, da ni v kadru pred reprezentančnimi tekmami, s Kevinom pa moramo tudi videti, kako je. Seveda, generalno pa sami veste, zato me pa tudi sprašujete, da je stanje tako, kot je, da bi veliko igralcev, če bi lahko imeli boljši status v klubih, lahko bi, jaz bi bil vesel, če bi igrali več, ampak temu žal ni tako in moram jaz potem prilagoditi marsikaj taki situaciji. Hvala. Še kakšno vprašanje? Dobar dan, Boštjan Janežič, Radio Slovenija. Šporar pa Matavž ne poznata vašega reda v reprezentanci, kaj pričakujete v njiju, pa kaj ste prej rekli za Beriča pa Ilerja? Ne poznate, moj red je, ni nič groznega in strašljivega, tako da se bo ta z lahkoto prilagodila. Tako da. Pričakujete od njiju?
Kaj pričakujem? Že na treningih, mislim. Da treseta mrežo in na treningih in potem še na Slovaškem pa prodlitvi doma in potem bom najbolj zadovoljen. In mislim, da tudi vi in vsi Slovenci, ki navijajo za nas. Če vam ni odveč še enkrat, kaj ste prej za Beriča pa Ilerja rekli? Ne igrajo, nimajo statusa in to je to. Hvala. Roman Bezjak tudi žal, pravim, jaz bi najrajše videl, da imam 20 igralcev, da vidim, da v klubih igrajo konstantno iz dneva v dan, da tisti, ki morajo tresti, da tresejo, da tisti, ki morajo braniti, da branijo tako, kako treba in potem bi moje delo bilo izredno lahko. Če pa malo drugače, pa malo bolj zapleteno, ampak delo je posebno. Naslednje vprašanje? No, če ni vprašanj, bi želel opomniti, da so vstopnice za obe tekmi v prodaji. Vstopnice za tekmo med Slovaško in Litvo so na voljo v uradni prodajalni, med Slovenijo in Slovaško so na voljo v uradni prodajalni NZS Nike Store v središču Ljubljane po ceni 18 €. Zanimanje je veliko, tako da velja pohiteti. Se pravi, vstopnice za tekmo med Slovenijo in Litvo pa so na voljo na standardnih prodajnih mestih Eventima, na bencinskih servisih Petrol in v uradni prodajalni NZS Nike v središču Ljubljane po ceni 15 €. Pred tekmo med Slovenijo in Slovaško bo odprta tudi posebna navijaška cona, tako da vabimo navijača, da se odpravijo na prizorišče pravočasno, da se bodo lahko udeležili tudi različnih nagradnih iger, ki jih pripravljajo partnerji Slovenske nogometne zveze. Je morda v tem času še kakšno drugo vprašanje? Sicer bi dodal, da bo 1. septembra s kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo začela tudi mlada reprezentanca Slovenije do 21 let, ki se bo v Ajdovščini pomerila z Luksemburgom, 3 dni kasneje pa odigrala še prijateljsko tekmo z Italijo. Selektor Primož Gliha je danes tudi predstavil seznam reprezentantov, in ki ga imate tudi v vaši prilogi. Tako, novinarska konferenca je končana. Hvala za vašo udeležbo in nasvidenje do ponedeljka, ko se bo na vrsti druženje z reprezentanti.